Družba živja. Kako veste, da je obrtnik, med katerim izbirate, zares zanesljiv? Kako veste, da bo res izpolnil vaša pričakovanja oziroma da bo res naredil takšen projekt, kot si ga vi želite? Mogoče obstajajo kakšni znaki, na podlagi katerih lahko tudi vnaprej ocenite njegovo kredibilnost, in danes bi vam dal rad majčkeno vpogleda v to, na podlagi naših izkušenj, zato da boste res lahko pravilno izbrali takšnega obrtnika, ki bo naredil izdelek kvaliteten, ki ga bo naredil v roku in ki vas pri obračunu ne bo šokiral. Pojdimo pogledati. Izbira ta pravega obrtnika za delo na vaši hiši je lahko velik izziv. In ni pomembno, ali je to slikopleskar, keramičar, mizar, tesar, kovinar, karkoli, vsi nekako delujemo na podoben način. In obrtniku v fazi dogovarjanja ni problem obljubiti določeno stvar, pa reči, bomo naredili samo zato, da pridobimo posel. In tukaj je tista ta prva stvar, ki mogoče to naredimo zato, da rečemo, ok, posel bomo pridobili, posel bomo pa že znajdeli. Ampak to ni prav. In če obrtnika, kateregakoli, vprašate, a je tvoje delo kvalitetno, bo vsak rekel ja. Ga ni obrtnika na svetu, ki bo rekel ne, jaz pa ne delam kvalitetno. Ampak resnica se pa izkaže šele potem pri dejanjih, ko je treba zadevo dejansko speljati. In prva stvar, na katero je prav, da ste pozorni, je prvi vtis. A je obrtnik odziven, se oglasi na telefon, a je v dogovorjenem času poslal ponudbo in a je točno prišel na meritve, ker te stvari že odražajo tiste osnovne vrednote. Običajno, če so prvi koraki narejeni dosledno, potem je dosledno speljan tudi projekt. Če se pa recimo zatika, da se z obrtnikom dogovorimo za termin, ne vem, jutri ob 12, pa da ga brez obvestila na lokaciji ni, to je že lahko vprašljiv znak. Danes grem lahko še zadnjič ven, jutri pa je sneg, pa še malo izkoristim. Druga stvar, a je obrtnik z vami res odkrit. A si res želi, a začutite željo, da mu je v interesu resnično rešiti vaš izziv pa problem, ki ga imate. Da resnično išče te prave rešitve za to, da pravilno pristopimo k stvari. Ali mogoče samo laska, pa se trudi obljubiti vse, skozi pogovor daje tak občutek negotovosti, pa mogoče samo zato, da res proba pridobiti posel, ne glede na situacijo, ne glede na dogovore. Številka 3. Ponudba. A je ponudba napisana dovolj natančno? Ali je mogoče napisana samo v eni vrstici? Ne pozabimo, da tisto, kar ni pisno dorečeno, na koncu, če pride do zapleta, nič ne šteje. Ustni dogovori so vsi pozabljeni. In zato je prav, da je ponudba napisana natančno, da so noter napisani vsi tehnični opisi, da so napisani pogoji sodelovanja in da obe stranki, tako izvajalec kot kupec, vse prebereta, ker konec koncev se oba zavezujeta, vsak v svoji smeri, da bosta projekt skupaj vodila v interesu, da ga uspešno zaključimo. In stvar, ki jo tukaj ne priporočam, je ponudba, ki je kratka, ki noter nima opisov, ali pa še hujš, da ponudbe sploh nimate. In naslednja točka, reference. In vsak obrtnik, ki rad počne to, kar počne, ki svoje delo opravlja s strastjo, je na reference ponosen. Tega ne pozabiti. In če so pri obrtniku reference zavite malo v tančico skrivnosti, da niso predstavljene, je lahko za tem več različnih razlogov. Eden izmed razlogov je lahko tudi to, da ima izvajalec z preteklimi kupci slabe izkušnje, slabe odnose. Druga stvar je pa možna tudi, da izvajalec še nima primernih referenc. Obe dve stvari sta zaskrbljujoči.
Če imate nek bolj kompleksen projekt, če je projekt enostaven, pa da bo vaš referenčen, ni nobenega problema. Če imate pa visoka pričakovanja, če si res želite kvalitete, pa dobre izvedbe, pol pa je skoraj nujno, da pregledate reference in pogoj, da izberete takšnega obrtnika je, da so vam reference všeč. Ker to je obrtnikov podpis. To je nek znak, da obrtnik reče, na to sem ponosen, to je moje delo, to je moj stil in to furam naprej. In če vam je to všeč, pol pejte naprej. Pa še en prijateljski nasvet iz moje strani. Ne iščite izvajalca, ki vam ponudi najnižje cene, ne iščite izvajalca, ki vam ponuja najkrajši možen dobavni rok, ampak iščite izvajalca, ki je z vami odkrit, ki vam pove realno stanje, ki vam pove tako prednosti kot slabosti materialov, ki jih uporablja in ki ima natančno predvideno časovnico za to, da se jo lahko tudi odkrito natančno drži. In takšni obrtniki običajno odražajo zanesljivost. Torej, če povzamem, izberite obrtnika, ki se odkrit pogovori o vaših željah, ki vas sprašuje veliko vprašanj. Zato, ker če vas sprašuje veliko vprašanj, pomeni, da hoče čim boljše rešiti vaš izziv. In izberite tazga obrtnika, ki bo naredil dober prvi vtis in ki bo tudi nadaljnje korake opravljal dosledno. To bi bilo to iz moje strani, se vidimo naslednjič. Čau, čau!